Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Verjeli ali ne, tretji ponedeljek v mesecu januarju leta 2023 je že in čas je za oddajo o zdravju s Alenko. Tako da, Alenka, lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Leto se je začelo, upam, da uspešno tudi za vas. Upajmo, ne. Vedno si želimo, da je začetek dober, ampak pomembno, kakšen je konec, ne, Tako da nam vse skupaj ostane potem v lepšem spominu. Prazniki so za nami, torej se poznajo več ali manj bučni prazniki v vaši ambulanti. Kaj se pravzaprav dogaja? Kaj je aktualno? Ja, moram reči, da so in ambulante in bolnišnice nabito polne. Mogoče ne prazniki kot prazniki, ne, včasih smo imeli bolj težave z tistim lepšim delom praznikov, ne. Zdaj pa se pravzaprav čisto enostavno druženje povzročilo, da se je gripa zelo razmahnila, nasploh vreme nam ne služi, ne, da bi pobilo viruse in jih je ogromno v populaciji, tako da so ljudje res zelo bolni, hudo bolni in delamo na polno. To pomeni, da vseeno priporočate cepljenje proti gripi in verjetno tudi proti covidu v tem času? Ja, res, predvsem mogoče covid, ampak zdaj v tem času še absolutno gripa, no, ne, ljudje res pohitijo, ker so gripe zelo, zelo grde, težave trajajo skoraj 14 dni, tako da tudi manjkate dolgo z dela, če zbolite, ne, če ste še aktivni. In se mi zdi, da je fajn, no, da ljudje to poskrbijo, ker cepivo je pa učinkovito. Tisti, ki so cepljeni, mogoče zbolijo s kako čisto blago oblikico, večinoma pa nekaj hujšega in se lahko kar izognete kar hudim komplikacijam. To pomeni enostavno, je najbolje oditi, torej vaši ambulanti tudi cepite. Mi cepimo normalno, lahko ljudje pridejo kadarkoli, nenaročeni, samo povejo, da so cepljeni in grejo domov. Najina osnovna tema bo danes inkontinenca. To je seveda težava, ki pesti kar veliko ljudi, ne? Čeprav se mi zdi, da premalo govorimo o tej bolezni, ne? Ja, je to kar malo tako skrito, dostikrat ljudem nerodno, ne. Zanimivo je, da je 50% vseh žensk ima težave s tem in 40% vseh moških. In ljudje nekako mislijo pogosto, da je to težava, ki je povezana s staranjem, pa ni. To ni bolezen staranja, to ni težava, ki se pojavi s starostjo, ker jo imajo in mladi ljudje in starejši in obstajajo tudi starejši, ki je nimajo, ne, seveda. In zanimivo je, da od teh 50% ženskih samo nekje slaba polovica poišče pomoč in o tem govori. Pa to ni potrebno, ne, ker je to res ena taka splošna težava, ki ima različne razloge, da se pojavi. No, inkontinenca je torej uhajanje urina, ne? Je vsako nehoteno uhajanje urina, ja. Torej, če preprosto razloživa gledalkam in gledalcem, zbolijo seveda lahko tako moški kot ženske. Tako je, tako moški kot ženske, zato ker v bistvu tako, inkontinenca sama po sebi je neko nehoteno uhajanje urina. Lahko je, mi rečemo, stresno, ko se zgodi recimo, ko kihnemo, zakašljamo, hitro stopimo, kaj težkega dvignemo. Lahko pa je tako imenovana urgentna, ko nas naenkrat pritisne lulat in moramo se takoj polulati, drugače nam uide. Lahko pa je pač mešana. Tako da na ta dva načina se pokaže, ampak osnovni razlog, da nastane, je pa v tem, da so mišice medeničnega dna šibke. Ali so to tiste mišice, zdaj če si predstavljamo medenično dno, je neko mišično dno, kot recimo tista gugalna vreča, ne, na kateri sedimo, ki drži vse organe male medenice znotraj medenice, da nam ne padajo dol. In ko je ta vreča slaba, iz raznih razlogov, o katerih bomo še mogoče več povedali, začne voda uhajati. Lahko je tudi težava v tem, da so same mišica mehurja ne deluje pravilno, ali pa mišice sečnice ne delujejo pravilno, ker če smo zdravi, takrat, ko nas ne tihči lulat, ne, jaz bom kar tako po domače govorila, takrat je mišica mehurja mora biti sproščena, da se lahko urin nabira v mehurju in nas nič ne tihči. In mišica sečnice, ne, to tisto izvodilo iz urina navzven, mora biti zaprta. In ko nas pritisne lulat, takrat se mora mišica mehurja stisniti, da porine mehur ven in sečnica se mora sprostiti, da spusti po cevki, da tekočina steče. Če pride tu do neke motnje, seveda ne bo to delovalo kot treba. Tako da vse stvari, ki na to vplivajo, in to so razne stvari, ne, mogoče je res pomembno, da se danes o tem malo pomenimo. Prva stvar so seveda pridružene bolezni. Če imamo
ne vem, sladkorno bolezen. Zelo pogoste so te težave, že samo zaradi sladkorne bolezni. Če smo preživeli možgansko kap, če imamo neko rojeno bolezen ledvic, če imajo recimo moški kakšne težave s prostato, če smo po kakšni večji operaciji v mali medenici, ali je to recimo odstranitev maternice, operacija prostate, posegi na danki, to vse vpliva na to. Tudi recimo neurejen tlak, krvni tlak. Če imamo visoke pritiske, bomo lulali več in nam bo prej uhajala voda. Potem so pomembna tudi zdravila, ki jih jemljejo. To so zdravila recimo za odvajanje vode, potem so na to pogosto pozabijo ljudje, ampak vsa zdravila recimo uspavala, pomirjevala, zelo vplivajo na te mišice, da so pravi čas sproščene oziroma so sproščene preveč ves čas, ne. Pomembno je tudi, kaj pijemo in koliko pijemo in kdaj pijemo. Pomembno je, da vemo, da recimo kadilci imajo bistveno več uhajanja vode, zato ker nikotin vpliva na mišice. Potem, če pijemo kavo, če pijemo dosti kave, bomo lulali več pogosteje. Če pijemo alkohol, bomo lulali več pogosteje. Tako da je pomembno torej, kaj pijemo, ne? Pomembno tudi, kdaj pijemo. Če se mi zvečer fejst napijemo, recimo bomo spili pol litra vode, preden gremo spat, je normalno, da bomo po noči šli lulat. Če seveda pijemo rajši bolj v dopoldanskem času, pa tam nekje do 3., 4. ure, pa pozneje probamo to malo zmanjšati, bo lulanje manj. Je pa se razvila kar ena taka napačno mnenje, ne, mnogi bolniki, ki imajo s tem težavo, se začnejo bati piti in mislijo, da ne smejo piti. In prenehajo s pitjem. Včasih pridejo k meni kakšne ženske, ki povejo, jaz pijem samo deci 2 na dan. In seveda se potem pojavijo številne druge težave. Piti je treba, nekako po nekem pravilu bi naj to bilo recimo 30 ml na kilo, to pomeni, da bi moral en 100-kilni moški recimo spiti približno na dan 3 litre tekočine. Ampak v tem to ni mišljena samo tekočina, ki jo spijemo, ampak je tudi juhe, sadje in vse drugo, kar zaužijemo. Tako da nekje vsaj 2 litra na dan je treba spiti, to je pač dejstvo. Razen seveda, če imate kakšno bolezen srca, kjer vam to jasno odsvetujemo. Tako da piti je treba, paziti je treba, kaj pijemo, torej alkohol, kava, pravi čaj, ne. Takrat, če imamo težave z uhajanjem urina, to je treba črtati iz našega, ne vem, jedilnika, pivnika, ali kako se temu reče. Potem treba paziti, kdaj se pije, katera zdravila jemljemo. No, pozabila sem pri boleznih, zelo pogosta stvar, težave s hrbtenico, ne, težave s križem, zelo pogosto povzročajo večje uhajanje vode. In pa še ena stvar, na katero je treba res paziti in en prvih ukrepov, ki jih mora bolnik, ki ima težavo z uhajanjem vode, je to, da si uredi odvajanje blata. Če smo mi kronično zaprti, se nam blato nabira v danki in tišči na mehur, ker je to vse skupaj v mali medenici in bomo seveda dosti večkrat mogli tlulati, pa teže bomo zadržali vodo, tako da urejanje odvajanja blata je silno pomembno. Tako da to so neki taki razlogi, no pa zanimivo je tudi to, ne, da če je imel težave s tem naš oče ali naša mama, bomo verjetno imeli težave s tem tudi mi, zato ker je sama, kako bi rekla, sama moč mišic dna mogoče že slabša. Pri ženskah se večinoma ta težava pojavi po nosečnosti ali pa po kakem težkem porodu, ali pa če rodi recimo velik plod, ne. To so vse taka stanja, ki kar oslabijo te mišice in zato vse ženske, ki smo rodile, se verjetno spomnimo, da so nas že v porodnišnici ginekologi takoj začeli nas svariti pri tem, da je treba delati ene take določene vaje, tako imenovane Keglove vaje, zato da se te mišice čim bolj jačajo. Tako da to so ti neki glavni razlogi. In, ja. Ja, dovolite, no, pač, ko govorimo o stresni inkontinenci, recimo omenili ste kihanje, kašljanje, dvig nečesa težkega, ne, in se nam recimo malo potem Uide, uide. ja. Je to že potem imenujemo to To je že inkontinenca? inkontinenca. Ko nam nehote uide, magari 2 kapljici urina, to je inkontinenca. Če smo prehlajeni, če je nekaj tak posebnega, mogoče pa samo res tu in tam, mogoče samo v času prehlada. Še ne moremo reči, da imamo prav
to, ne? Ampak če pa se to ponavlja stalno, vsakeč, ko kihnemo, je to inkontinenca. Obstajata dve taki stanji, ko imamo težavo z odvajanjem vode, ne, z lulanjem. Eno je pač ta inkontinenca, druga stanje ali pa bolezen je pa prekomerna aktivnost mehurja. Ne. Tudi mogoče o tem morava kaj povedati. Prekomerna aktivnost mehurja je pa prav eno bolezen mehurja, mišice mehurja, kjer je ta prekomerno aktiven, stalno je napeta mišica in stalno imamo občutek, da nas je lulat. In pri tej bolezni pa ni nujno, da nam glih vedno voda uide, ampak tu so bolj tiste urgence, pritisne nas lulati in moramo v tisti trenutek iti lulat. In tudi značilno za to prekomerno aktivnost mehurja je, da lulamo zelo pogosto, da se lula tudi po noči. Taki ljudje grejo po 30krat na dan lulat. Običajno recimo, običajen človek gre lulat med 4krat do 7krat na dan. Polula nekje deci do 2, naš mehur pa lahko tak v nekih normalnih stanjih, tam nekje do pol litra tekočine recimo zdrži. In ko se polulamo, lahko ostane nekaj malo urina v mehurju, ampak malo. Če pa recimo moški, ki ima težave s prostato in ne more sprazniti mehurja, lahko tega urina ostane dosti, ne. Tako da, torej, če lulamo res pogosto, in to ni nujno, lahko samo par kapljic, lahko polulamo celo dosti, to je pa že prekomerna aktivnost mehurja, ki se pa, moram reči, kar precej uspešno zdravi z določenimi zdravili, ki potem to mišico mehur sproščajo. Kaj natančno mislite s tem prekomerna aktivnost mehurja? To je ena taka bolezen, kjer je mehur, prej sem rekla, ne, da mora biti mehur, ko nas pritisne lulat, se mora mehur napet in stisniti tekočino iz mehurja. Ko pa se mi polulamo in je mehur prazen, se mora mišica mehurja sprostiti, da se lahko mehur zopet polni. Pri bolnikih, ki pa imajo to prekomerno aktivnost mehurja, pa se ta mišica ne sprosti in je vedno napeta. In že ko pacient potem se, kar normalno, ves dan se nam v mehurju nabira tekočina, malo se raztegne mehur, že nam da signal možganom, da treba iti lulat, ne. Ker mi moramo vedeti, da lulanje je zavestna funkcija, možgani vplivajo na to, ne. Vsi poznamo, ne vem, če se vozimo in vemo, da bo tam nekje bencinska črpalka in da bomo šli mogoče lahko lulat, nas takoj lulat pritisne in komaj še zdržimo, ne. Če pa se odpeljemo mimo, pa je zopet okej. Tako da naši možgani zelo vplivajo na to. Ampak pri bolezni prekomernega, aktivnosti mehurja pa je sam mehur problematičen in non-stop pošilja našim možganom impuls, da bi morali iti na WC lulat, ne. No in zakaj recimo pride do tako prekomerno aktivnega mehurja? Sem rekla, razlogi so različni, razne bolezni, razne to, kaj uživamo, kofein, nikotin, genetski razlogi, ne. Točno jasni razlogi so pač, vemo, da so neki, v mišicah je pač mnogo nekih snovi, nekih receptorjev, ki se na različne načine vzdražijo, no in z vsemi temi stanji pride do neke bolezni znotraj same mišice in potem se to zgodi. No, jaz sem razumela, da torej sta to dve vrsti bolezni, prekomerno aktiven mehur in inkontinenca. Inkontinenca je pravzaprav neko stanje, vsako stanje, ne, tudi pacienti, ki imajo prekomerno aktiven mehur, so lahko tudi inkontinentni, ker jim pogosto lahko kar uide, ker ne uspejo zvoziti, ne, prehitro se to zgodi in jim kar voda steče. Ampak sama inkontinenca je tak neki pojem, ne, nehoteno uhajanje vode, to je inkontinenca, ni to mogoče bolezen kot sama po sebi, ampak je samo posledica raznih stvari in nek znak, tako kot je, ne vem, mogoče kašelj, ni vedno kot bolezen. Medtem ko je pač, kadar pa dosti lulamo, pa ni nujno, da nam vedno uide, je pa to prekomerna aktivnost mehurja. Ne? Pravite torej, da prekomerna aktivnost mehurja, da se da zdraviti, ne? Na kakšen način? Se da zdraviti. Eno in drugo? Torej? Da se zdraviti z posebnimi takimi zdravili praviloma, no, in pa seveda z jačanjem same mišice, ampak mogoče, ne, če se vrnem vseeno na inkontinenco, ne, ker prekomerno aktivnost mehurja mi danes vemo, pacient, to točno razložimo, kaj mora jesti, kaj mora piti, kak mora, pač ta način, dobi določena zdravila in to se lahko z nekim treningom počasi uredi. Zdaj sama inkontinenca, to uhajanje, nehoteno uhajanje vode, ne, ki pa je mogoče celo večji in širši problem, ima pa tudi neke svoje načine zdravljanja, ne. Zdaj, mogoče bi najprej poudarila, kdo to zdravi, ne.
Seveda, bolniki se ponavadi vedno najprej obrnejo na nas. Je pa tako, žensko inkontinenco praviloma zdravijo uroginekologi, torej ginekologi, ki se ukvarjajo s tem delom. Pri moških se s tem ukvarjajo urologi. Je pa res, da je fajn, da greste najprej do vašega osebnega zdravnika, ki vas odlično pozna, točno ve, katere bolezni imate, katere zdravila jemljete in mogoče lahko že tu naredite kar nekaj to zadevno. In pa treba je, preden gremo do uroginekologa, preden gremo do urologa, je treba opraviti neke določene preiskave že pri svojem zdravniku. In sicer je treba pogledati urin v laboratoriju in to ne samo ta nativni urin, ki ga recimo v Ormožu pogledamo v laboratoriju, ampak je treba vedno urin poslati tudi na mikrobiološki pregled, ker mnoga vnetja, mnoge bakterijske okužbe se ne vidijo na tem izvidu urina. Mi, da so se sicer že pogovarjali o izvidih urina, pa mogoče še enkrat, da povem, ker me to zelo, zelo pogosto bolnice sprašujejo. Ko dobijo izvid, ko so šle v laboratorij pri nas, dobijo nek izvid urina in tam je napisano številne bakterije, ne, recimo. In vedno pridejo vprašati, ja, ne, imam številne bakterije. Ne, v tem izvidu urina so te številne bakterije, skoraj 99,9% samo posledica nepravilno oddanega vzorca urina. In so to bakterije, ki padajo iz kože. Mi vnetje mehurja vidimo čisto po drugih stvareh v urinu, ne po teh bakterijah in levkocitih, ampak čisto druge stvari nam kažejo na vnetje. In zato pogostokrat, ne vem, dobimo mi normalen izvid urina, ženska ima pa težave, ni prav, da rečemo, vi nimate vnetja. Ne, treba je narediti to, reče se semikvantitativna urinokultura, tako imenovani Sanford, kjer urin bolnice ali pa bolnika pošljemo na mikrobiološko preiskavo, kjer prav probamo vzgojiti morebitne bakterije v urinu v posebnem laboratoriju in se šele takrat vidi, ne vem, najdemo neke bakterije, ki jih potem lahko učinkovito pozdravimo. Če jo mi pozdravimo, dostikrat se inkontinenca oziroma to uhajanje urina pozdravi s tem, ko damo antibiotik. Kar v velikem procentu. Seveda ne vedno, ne. No, potem druga preiskava, ki jo poleg urina moramo pogledati, je pa ultrazvok sečil. Če ženska že takoj na začetku gre k ginekologu najprej, bo je verjetno že ginekolog takoj naredil ginekološki ultrazvok, pa potem še mi mogoče naredimo splošni ultrazvok trebuha. Pri moških pač to potem opravimo mi in potem s to preiskavo, torej z urinom, z ultrazvokom in pa z dnevnikom urina, to jaz vedno svoje paciente prosim, da bi s tem že šli do specialista. Dnevnik je pa tak, ne, in to res mogoče je fino, če pacienti vedno preden grejo, gore celo do svojega ginekologa že naredijo. 3 dni, ni treba to za 14 dni, ampak 3 dni pišejo, kolikokrat so šli lulat, koliko so približno polulali, koliko so spili tisti dan, označijo recimo, kdaj jim je voda ušla. Tako da malo toliko, da že lahko vidi specialist točno vzorec, kolikokrat gre lulat, kakšno je to, mogoče koliko teh raznih pripomočkov so mogli porabiti, vložkov, plenic, česarkoli. No in potem pa grejo naprej v proces zdravljenja. Ginekolog oziroma urolog bo to naredila še ene tako imenovane urodinamske preiskave, kjer se točno meri, kakšna je moč mišic, vse to. In se potem zdravi po nekih ustaljenih vzorcih, ne. Če mogoče greva kar na zdravljenje, ne. Zdaj, zanimivo je vedeti, da skoraj 50% teh težav lahko zelo učinkovito pozdravimo ali pa vsaj res pomembno izboljšamo z relativno enostavnimi ukrepi. In najpomembnejši, res pomemben, in to bi res rada, da danes nekako, če nič drugo, da se samo to zapomnijo, ne bolnice predvsem, pa tudi bolniki, no, so te tako imenovane Keglove vaje. Imenujejo se Keglove, čeprav več niso podobne tistim vajam, ki jih je en Kegl pred leti, ne vem, pred mnogimi leti opisoval, ampak so v bistvu to vaje za jačanje medeničnega dna. To so ene vaje, ki jih je potrebno delati vsak dan. In sicer so to vaje, eno delamo za sprednji del dna, drugo za zadnji del dna. Pomembno je, da te vaje vedno delamo s praznim mehurjem,
Torej mehur moramo si polulati, če nas lula tišči, mehur mora biti prazen, moramo se nekako udobno namestiti, lahko je to sede, lahko je leže, lahko s tem, ampak mora nam biti udobno. In pomembno je, da to ne delamo prepogosto, ne. To je zanimivo, tudi jaz sem delala to napako v svoji ambulanti, da sem bolnicam svetovala na začetku, naj to čim večkrat na dan delajo. Pa ni res. Se je izkazalo, da je 50 ponovitev na dan je zgornja meja. Tako da, in to 10 v enem, kako bi rekla, v enem ciklu, ne. Vaje pa izgledajo tako, da najprej vaje za sprednji del. Vaje izgleda tako, da recimo se udobno namestimo, imamo prazen mehur in probamo stisniti naše medenično dno tako, kot da bi hoteli prekiniti curek urina. Stisnemo, zadržimo. Stisnemo, zadržimo. To najprej na začetku. Potem, ko opazimo, ne, zdaj mogoče, če smo zdravi, se nam to zdi enostavno, ampak če ima ženska hude težave, recimo, včasih celo težko nekako dobiti občutek, kak je treba. Če res se nekakor ne more razumeti, kako ne to stisne, je mogoče fajn, da takrat, ko lula, ko je na WC-ju in lula, da takrat proba stisniti mišice, da prekine curek. Glavnem, te mišice stisnemo, ampak ko nekako to osvojimo, delamo vajo tako, da stisnemo, držimo in preštejemo do 5, 1, 2, 3, 4, 5 in spustimo. In to ponovimo 10-krat. In to je to. In potem še naredimo vaje za zadnji del. Vaje za zadnji del pa naredimo tako, isto. Podoben položaj v istem, bom rekla, ciklusu, kot da bi hoteli stisniti, da če recimo gremo na blato, da stisnemo zapiralko, da ne moramo iti na blato. Isto, stisnemo, držimo 5 sekund, spustimo. Stisnemo, držimo 5 sekund, spustimo. Jaz prav tisto štejemo 1, 2, 3, 4, 5, spustimo. In to zopet 10-krat. In potem je to to. In danes, ki imamo vsi te pametne telefone, jaz mislim, da si lahko naštimamo prav neke alarme, ne? Da nas pač 5-krat na dan to spomni, naredimo, to je 2 minuti. Res, če to delamo čisto vsak dan, se bo po 3 mesecih res to začelo poznati. In se pozna in je lahko bistveno, bistveno boljše. Tako da, je to en taki relativno preprost ukrep, ne. Potem damo proč kavo, dajmo proč prave čaje, dajmo proč cigarete, se bo tudi stanje lahko že malo popravilo. Zdaj tak, ne pravim, slabih 50% ljudi, ki ima s tem težave, si bo s tem lahko težave skoraj da čisto popravilo. Ampak še zmeraj jih ostane polovica, ki pa nima to nažalost več nobenega učinka. Potem je nekako druga linija zdravljenja so zdravila. So razna. Vplivajo pa predvsem na mišico, tako kot sem prej povedala. In to so tudi zdravila, ki jih uporabljamo pri tem tako imenovanem prekomerno aktivnem mehurju. S temi zdravili poskušamo, mogoče z enim, pa z drugim, pa višamo doze, včasih celo med sabo kombiniramo. So uporabna tudi pri moških, seveda, ne. Imajo nekatere stranske učinke, ki so lahko malo neprijetni, predvsem so izrazito suha usta. Ena od teh stranskih učinkov, ki je mogoče neprijeten, ampak nam kar, kako bi rekla, nam je všečen, ker potem ljudje vseeno pijejo, ne. Druga stvar so težave z vidom. In ne smejo jih jemati ljudje, ki imajo povečan očesni tlak, tako imenovani glavkom. Tisti ljudje tega res ne smejo prejemati. Zdaj tudi zdravila od teh preostalih 50% nekje polovici pomagajo, ne. Potem pa še vedno ostane 1% ljudi, ki tudi s tem nismo nič dosegli. Zdaj v zadnjem času ni več samo operacija, operativno zdravljenje edini izhod, ampak obstajajo tudi eni malo bolj moderni načini. Eno je vbrizgovanje botoksa, botulin toksina v steno mehurja, s čimer malo bolj zakrčimo tiste mišice, ki se morajo zapreti, ko nehamo lulati, ne. In to je lahko kar precej učinkovito pri določenih bolnikih ali pa bolnicah, ampak je treba to ponavljati, ne, vsakih 6 do 9 mesecev, ker pač izzveni. Potem je ena zelo učinkovita metoda zopet za določen del bolnikov, je ena taka neurostimulacija, modulacija, kjer nam prav vgradijo v sam mehur in v hrbtenico eno posebno elektrodo, ki jo mi s takim daljincem štekamo, ne. Spraznimo mehur, zapremo mehur, odpremo sečnico, zapremo. V glavnem, taka ena res moderna metoda, zelo učinkovita, delajo samo v UKC Ljubljana naenkrat. No, ampak ko še to nič ne pomaga, ne, in za tisti en drugi del, tistih res najbolj takih težavnih, pa potem ostanejo operativni posegi, ki so, moram reči, če jih delajo res
dobri operaterji, večinoma zelo, zelo učinkovite. In moram reči, da imamo srečo, ker imamo v bolnišnici Ptuj in v bolnišnici Maribor res, lahko rečem, vrhunske ginekologe, ginekologinje in ginekologe, ki se s tem ukvarjajo in je, se mi zdi, danes zdravljenje tega lahko res že dobro. Ampak se mi zdi, je fajn iti po vrsti. Od tistih vaj, pa od tega, da pazimo na zaprtje, da ne pijemo takih stvari, ki jih ne smemo, da nekako vse to skupaj vzamemo, da delamo vaje. Potem na koncu, zadnji izhod je nekako operacija. No in kaj se potem naredi na tej operaciji, recimo, kako pomagajo? Operacij je več različnih, no, ampak na razne načine se ali pripenja, če je recimo mehur povešen, če je sečnica, nekako se to vse nekako pripenja na medenico, s takimi zankami se fiksira. Več različnih načinov je, ginekologi precenijo potem, kateri bi bil najbolj pravi za koga, ali pa urologi pri moških tudi, in potem se pač takšna operacija opravi. Je pa mogoče pa pomembno povedati, če pri moških, ker tudi 40% moških ima težave s tem in ni vedno težava samo v boleznih prostate, največkrat je, ampak ni pa vedno. Tam se s tem ukvarjajo urologi in tudi tam se določene stvari dajo fajn popraviti, ampak po operacijah prostate pa nekje v 20% vedno ostane uhajanje vode, ki ga potem več ne moremo popraviti, ker se med samo operacijo prostate poškoduje živčevje mehurja in ga pač ne moreš več prav popraviti nikoli. No, kako pa recimo moški si lahko pomagajo, recimo ženske si predstavljam, da si pomagajo s kakšnimi vložki, Isto si pomagajo moški. No, to je fajn, da smo se dotaknili tega, ker me vedno znova preseneti, ne vem, zadnjič je bila ena gospa stara skoraj 80 let, pa mi njen svojec bližnji reče, mami je nerodno reči, pa je, ne vem, že 10 let uhaja močno voda in je non-stop mokra. Mislim, mi zdravniki pogosto, jaz se res priznam, da se dostikrat ne spomnim, da bi vprašala, imate težave z vodo, Bolnica sama ne pove, ker je nerodno in je v bistvu ves čas mokra in se non-stop mora preoblačiti in čistiti in se umivati in prati, Danes obstajajo tako enostavni in tako super pripomočki od vložkov za ženske do takih, kot ene kapice izgledajo vložki za moške, ki se ga tako nataknejo na penis in deluje isto kot vložek, do potem enih takih specialnih hlačk, ki se lahko elastično navlečejo in so kot eno perilo, ampak nič ne prehaja mokro skozi in tudi neutralizira se von. Do pleničk seveda, ki je fajn, če jih imamo mogoče vsaj po noči, da ni posteljina mokra. Tako da pripomočkov je res na voljo dosti in bolniki so do njih upravičeni, do ene določene količine. In možno je, mislim, bolnikom to mi najrajši predpišemo kar za celo leto. In praviloma vsem predpisujemo to za celo leto in ne rabijo vsake 3 mesece hoditi k zdravniku zaradi tega, ampak dobijo naročilnico in papir, s katerim grejo v lekarno ali pa v to trgovino, kjer prodajo pripomočke in vsake 3 mesece samo to avtomatsko dvigujejo. Tako da res najine gledalce pozovemo, tisti, ki imajo s tem težave, dajte se obrniti na svojega zdravnika, ker je to taka neprijetnost, da se mi zdi grozno živeti, da ne moreš nikamor iti, ker te je strah, da bo ti ušlo, da boš moker, da se bo to videlo. Obstajajo pripomočki za to. Na vsakem primeru ozaveščanje je tudi tisto, tako da je verjetno prav, da sva danes spregovorili o tej bolezni, ker dejansko je to bolezen tako kot vse druge. Taka kar huda težava in očitno zelo, zelo pogosta. No, želim vas vprašati samo še to, kakšna pa je razlika med stresno inkontinenco in urgentno? Stresna je tista, ki se zgodi, ko se naenkrat poveča tlak v trebušni votlini, ki potem porine dobesedno urin ven, ali to kihnemo, zakašljamo, nekaj težkega dvignemo. Urgentna pa je takrat, ko mi začutimo, da moramo iti lulat naenkrat in tudi naenkrat moramo iti, če ne nam steče. In to mi pacienti povedo včasih, je to sekunda. Jih pritisne, so čisto v redu, naenkrat pritisne in če se takoj niso na WC-ju in pač uide. To je pa urgentna, ko se naenkrat to zgodi. Ponavadi je pravzaprav mešanca ene in druge. Pri tem prekomernem aktivnem mehurju pa ni nujno, da smo inkontinentni, lahko še mogoče toliko zadržimo, ampak vseeno moramo to praviti takoj in tam pogosto lulamo. Tako da inkontinenca je bolj en
simptom ali pa en znak nečesa, da tu nekaj ne deluje v redu. V mišicah medeničnega dna nekaj ni v redu. Kako pa bi se obvarovali torej inkontinence? Rekli ste, manj kave, ne kaditi, kaj še? Ne piti kave, ne piti čaj, ampak predvsem delati vaje. Ženske, ki smo rodile, ne, večji del žensk vseeno vsaj enkrat rodi, po porodu redno, torej mlad, začeti delati vaje. Moški imajo težavo pač s to boleznijo prostate in se to praviloma začne pojavljati malo kasneje, ampak pri ženskah pa veste, jaz imam punce, mlade punce, ki imajo že težave z inkontinenco. Dostikrat je neko vnetje, ki ga ne zdravimo, ki ga najprej zdravimo med tem hurja, veste, s kakimi stvarjo, samo iz lekarne, pogostokrat in potem to postane kronično. Na urinu se ne vidi nič, ampak ženski pa kar mladi, 20-letni punci uhaja voda, ne. Takrat seveda naredimo tako, kot smo rekli, najprej to in včasih že z antibiotikom rešimo, včasih pa treba tudi samo začeti delati vaje. Teda te vaje so izjemno učinkovite, ampak niso pa nažalost absolutna stvar, ki bi vse rešila težavo, ne. Ampak se mi pa zdi, da je ena dobra baza in torej z njimi začeti hitro. Po vsaki recimo operaciji, če imamo operacijo v mali medenici, ne vem, operacijo danke, tudi pri moških, ne, ali pa ženske, ali pa če imamo operacijo rodil, tudi enostavno začeti preventivno krepiti mišice. Tako da to se mi zdi najboljša preventiva. Mnogo govorimo oziroma znana pa je tudi torej inkontinenca blata, ne? Tudi to je verjetno potrebno. In je kar velika težava tudi to. Tam je pa problem prav tako v mišici, ki enostavno ne zapre izhoda iz danke dovolj, da bi zadržala blato. Tudi tu, tu večinoma gre bolj za neke nevrološke težave. Največkrat so to težave, ki so povezane s kakimi boleznimi hrbtenice, pa tudi kakšne druge, ampak bolezni hrbtenice, kakšne rakase spremembe v danki, to je pa čisto, kaj moramo najprej izključiti. Pogosto imajo ljudje težavo in inkontinenco blata in inkontinenco urina, ne, to je tudi kar pogosto. In tudi tu lahko vaje kar precej popravijo stanje, seveda ne pri vseh. Je pa tako, da je inkontinenca blata, če gre za hudo inkontinenco blata in če je razlog neki bolezni hrbtenice, hrbtenjače mogoče, ali pa po nekem zdravljenju maligne bolezni, je zelo težko obvladljiva in težko popravljiva. Tako da tudi ti ljudje potem res potrebujejo stalno neke pripomočke, da enostavno to ni vedno ni umazano perilo, ne, tako da so zelo neprijetne stvari. Upam, da niso pogoste. So bistveno manj pogoste kot uhajanje urina, ampak ja, so pa tudi. Alenka, hvala lepa za danes. Upam, da je vse, kar ste nam danes povedali, lahko rečem celo predavanje, ne? Ja, skoraj, ne. Sem govorila preveč. Ampak se mi zdi pa res fajn, da bi mogoče, če drugo ne, da si pacienti in pacientke predvsem zapomnijo, kako se delajo te vaje. Torej 50krat na dan, 5krat po 10 za sprednje, 5krat po 10 za zadnje in po 3 mesecih bo definitivno stanje boljše. Evo. No, to je v redu in sploh pa je potrebno omeniti, da torej naj gredo torej vsi tisti, ki imajo takšne ali drugačne znake, da torej se oglasijo pri svojem zdravniku, da to ni nič sramotnega. Tako, ne? Posebej pa res je. za vas, za zdravnike, ne. Itak. Alenka, hvala za danes. Hvala. Res ste pomagali, verjamem, velikemu številu najinih gledalk in gledalcev. Tako da se znova vidimo čez mesec dni, ne, 3. ponedeljek v mesecu februarju že. Tema pa bova se sproti dogovorili, najbrž, ne? Da. Lahko pa mogoče pozovemo gledalce, če imajo kakšne želje po določenih temah, lahko preko Facebooka mogoče predlagajo kaj. Ne? Tako ali enostavno napišejo, pa tudi pokličete lahko, tako da z veseljem bo Alenka sodelovala, kot jo poznamo. Res je. Tako, hvala za pozornost danes, veliko zdravja vam želiva in srečno do prihodnič.